S pomočjo dr. Martine Bavec je v javnost prišla novica, da je vlada Evropski komisiji poslala dokument programa razvoja podeželja, iz katerega je izginila zahteva o prepovedi setve gensko spremenjenih rastlin. Dr. Bavec opozarja na sum koruptivnega dejanja. Vlada odgovarja, da je zahteva o prepovedi setve gensko spremenjenih rastlin preprosto izpadla iz besedila. Zgodila naj bi se tehnična napaka, ki jo bodo skušali popraviti na sestanku v Bruslju, predvideno konec septembra. Pritiski multinacionalk se dogajajo. Wikileaks je razkril, da ZDA kaznujejo države, ki zavrnejo GSO. Verjamete vladi, da se jim je zgodila tehnična napaka in ali se naši politiki sploh zavedajo, kako resne so lahko posledice takšnih tehničnih napak? To pismo dr. Bavčeve ni dobilo odgovora zelo dolgo časa. In vse nas je zanimalo, pravzaprav, kaj se je zgodilo. Program razvoja podeželja je dokument, ki pravzaprav v veliki meri določa izvajanje kmetijske politike v državah članicah. Dela se pa za 7 let. In najprej moram to opozoriti, da recimo to, da je ta zahteva o negojenju GSO izpadla iz programa razvoja podeželja, kaj to sploh pomeni. Ne? To ne pomeni, da zdaj v Sloveniji bi pa lahko začeli kar gojiti gensko spremenjene rastline. V Sloveniji imamo zakonodajo o soobstoju med gensko spremenjenimi rastlinami pa ne gensko spremenjenimi, kar je po mojem sicer zelo neposrečen izraz. Mi raje porabljamo preprečevanje onesnaževanja z gensko spremenjenimi rastlinami. In ta zakonodaja velja in je dokaj stroga. To pomeni, da če bi nekdo v Sloveniji želel gojiti gensko spremenjeno rastline, trenutno je to samo ena sorta Monsantove koruze, ki je dovoljena za gojenje na ravni EU, bi zato izdal poslal vlogo na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, ki bi jo obravnavalo, in s to vlogo je povezano zelo veliko stvari, ki jih mora tak potencialni gojitelj izpolniti, in ker je zakonodaja dokaj stroga, je v praksi zelo, zelo težko izpolniti te zahteve. Zaradi tega tudi v Sloveniji doslej še nihče ni takšne vloge vložil. To pomeni, to ostaja, ne glede na program razvoja podeželja ali ne. To, kar bi pa v programu razvoja podeželja lahko naredili, kar je bilo mišljeno, je pa to, da bi v te prostovoljne ukrepe, v katere se kmetje vključujejo, kot je recimo sonaravna reja živali je bila doslej, ali pa recimo kakšni drugi kmetijsko-okoljski ukrepi, da je tam med zahtevami, ki jih kmet izpolni, tudi ta, da ne goji gensko spremenjenih rastlin ali pa da ne uporablja gensko spremenjene krme. Saj, če je sonaravna reja živali, bi nekako to tudi pričakoval, da gensko spremenjeno ni ravno sonaravno. In to je tudi nekaj, kar kmet prostovoljno izbere, in te zahteve zdaj v programu razvoja podeželja ni več noter. In tudi to je, da kmetje, se pravi, to je en način, kaj bi s tem dosegli, če bi bila ta zahteva noter. Prvo bi bilo to, da bi kmete opozorili na to, da je to ena sporna tema, da je treba tukaj paziti, gre za osveščanje pridelovalcev. Potem je tudi nekaj, kar bi potrošniki v Sloveniji pričakovali, recimo bi z veseljem sprejeli, če bi vedeli, da so recimo določeni izdelki pa poleg ekoloških še tudi v Sloveniji brez GSO, bi bilo tudi zanimivo. In je to neka dodatna varovalka lahko za to, da ohranjamo Slovenijo brez onesnaževanja z gensko spremenjenimi organizmi. In pravzaprav je v tem smislu tudi pomembno, da bi ta zahteva bila v programu razvoja podeželja v teh ukrepih. Zdaj, če jaz verjamem ministrstvu, da se je to zgodilo, da je bila pomota, da je to pomotoma izpadlo, mislim, saj program razvoja podeželja je res obsežen dokument. Ampak da pa stvari kar tako izpadajo po pomoti ven, to je pa kar malo težko verjeti. Tako da jaz sem tukaj res malo skeptična. In posebej, če so take stvari. Je pa, jaz imam moja osebna domneva, ki zdaj čist nisem to z nikomer razpravljala o tem karkoli,
Kaj jaz razmišljam, kaj se je pravzaprav zgodilo, je morda to, da Evropska komisija nima rada takih posebnih želja, ki se navezujejo na gensko spremenjene organizme, in verjetno, da so glede tega se tudi že kaj pogovarjali in da je bilo pač jasno, da komisija tega ne bo z veseljem vzela in da so potem na strani ministrstva to zahtevo raje preventivno dali ven, zaradi tega, ker bi težko z njo prodrli. In ne vemo, zdaj, kakorkoli že, ministrstvo pravi, da je to izpadlo po pomoti, upajmo, da je res, po nesreči, in upamo tudi, da bo zdaj, kot so odgovorili nam potem, tako dr. Bavčevi kot nam, ki smo ponovili zahtevo po pojasnitvi, da bo res v nadaljnjih pogajanjih s komisijo pač to dopolnilo in da bo tudi znalo razložiti, zakaj. Nas so recimo tudi prosili pa dr. Bavčevo, da pri tem pomagamo, ampak mislimo, da je na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, zlasti na okoljskem delu, je več ljudi, ki se ukvarjajo s to temo, tudi s gensko spremenjenimi rastlinami, ki so polno zaposleni in ki pač mislimo, da morajo biti že sposobni pripraviti dobre argumente, zakaj je potrebno v Sloveniji tak ukrep imeti. Številne države so na nacionalnem nivoju že uvedle prepoved setve gensko spremenjenih rastlin. 7 evropskih držav je prepovedalo gojenje gensko spremenjene koruze. Kitajska je zaustavila GSO proizvodnjo, Rusija je ustavila uvoz GSO koruze zaradi strahu pred rakom, v Mehiki je Monsanto izgubil dovoljenje zaradi škode na čebelah, torej očitno se mnoge države še kako zavedajo pomembnosti prepovedi GSO, mi pa sedaj čakamo, če bo vlada res uspela popraviti tehnično napako. In če ne, kaj potem? V tem odgovoru ministrstva, pač, da se je zgodila napaka, je bilo rečeno tudi, da itak se pripravlja zakonodaja, po kateri bi države članice EU lahko suvereno odločale o tem, ali bodo gojile gensko spremenjene rastline ali ne. Ravno zaradi tega smo pa mi tudi rekli, da je to še zelo negotovo, tudi v tem našem odzivu na to napako, da pravzaprav ne vemo, kaj se bo s to zakonodajo dogajalo in da tudi ta osnutek, ki je, nam nikakor ni všeč. In če rečem nam, ne mislim samo na Inštitut za trajnostni razvoj, ampak na ogromno, ne samo nevladnih organizacij, tudi strokovnjakov, pa tudi celo držav članic, zaradi tega, ker so marsikatera od njih je za ta kompromis, ki je bil sprejet v juniju, zelo tako stisnjenimi zobmi glasovala. Edini, ki je bil zares proti, je bil Luksemburg. In to je res tisto, zdaj kaj bo, če bo, to se navezuje na vaše vprašanje. Zdaj v Evropski uniji omenili ste, da je 7 držav prepovedalo gojenje pač te edino dovoljene sorte koruze v Evropski uniji, gensko spremenjene. In ta težava s gojenjem gensko spremenjenih rastlin, pa s tem, kaj lahko zdaj države same naredijo, to traja že res celo vrsto let. In ravno zaradi tega so skušali najti neki kompromis, ki bi državam članicam legalno dovolil, da ne dovolijo gojenja gensko spremenjenih rastlin. In ta kompromis ima zdaj kar nekaj težav, vsaj 3 glavne težave so. V tem kompromisu je predvideno, skratka, najprej pravna osnova. Če neka država članica prepove, ne dovoli gojenja neke sorte, ki je sicer odobrena v EU, se pravi, zmeraj v Evropski uniji bi lahko gojili samo tisto, kar je na ravni Evropske unije bilo odobreno, in če bi zdaj neka država pač se za to odločila, prvič rabi trdno pravno podlago. V tem kompromisu ta pravna podlaga ni zadosti trdno izdelana. Se pravi, moralo bi biti bolj jasno zapisano, da lahko države zaradi okoljskih razlogov ali socioekonomskih razlogov to naredijo, in tudi našteti posamezni razlogi, zakaj. Zdaj je to še zmeraj nejasno. Druga stvar, ki je pravzaprav neverjetna,
ki mi sploh ne razumemo, kako so lahko države to sploh to sprejele, je pa, da bi država članica, ki bi hotela prepovedati gojenje določene gensko spremenjene rastline, bi morala zaprositi proizvajalca te gensko spremenjene rastline, da jo izvzame iz te vloge za dovoljenje oziroma iz tega dovoljenja, ki ga ima za geografsko, ker zmeraj proizvajalci pač geografsko opredelijo, kje bi gojili to gensko spremenjeno sorto. In zdaj, če si predstavljamo, se pravi, kaj? Zdaj bo pa suverena država, neko podjetje, se z njim pogajala, ga prosila, ga obvestila, da namerava in če se strinja in če bi lahko. Zdaj si pa predstavljamo, kaj ne bi vodilo suvereno državo, se pravi, to je delo v dobro vsega prebivalstva, demokracija, vse te zadeve. Na drugi strani je pa multinacionalno podjetje, ki je pa tam njegova moč pa legitimnost. V tem, da je blazno veliko, da posluje po celem svetu, da ustvarja velike dobičke, ampak komu je odgovorno? Multinacionalno podjetje je odgovorno svojim delničarjem. Delničarji v prvi vrsti iščejo dobiček. Zaradi tega, ker to je tisto, zaradi česar so delničarji, saj v kapitalizmu zdaj je tako zelo malo osveščenih delničarjev, ki še kaj druga zanima. In tukaj, to so dva čisto različna interesa po naravi. Slučajno se lahko ujameta, v veliki večini so pa v nasprotju lahko. In to je lahko en tak presedan, ki bi potem lahko veljal tudi kje druge, in kako lahko si države same znižujejo svojo suverenost z neko tako zakonodajo, nam ni jasno. Potem ta tretja stvar, ki je pa to, da je predvideno tudi, da je omejitev 2 leti. Se pravi, če je neka gensko spremenjena rastlina na ravni Evropske unije dovoljena, bi potem po 2 letih država ne mogla več uveljaviti prepovedi. In tukaj ni pravzaprav nobenega razloga, zakaj to ne bi mogla. Če se pojavijo neki novi dokazi, da je nekaj škodljivo, pa tudi če je to samo na nacionalni ravni, zakaj ne bi mogli? Se pravi, te 3 stvari so ključne. In zdaj, ta kompromis, zakonodaja v Evropski uniji te vrste se sprejema tako, da recimo svet, to so države članice oziroma pristojni ministri, potrdijo osnutek in potem, ko je enkrat osnutek potrjen, gre v Evropski parlament. In zdaj je tista faza, ko gre ta osnutek v Evropski parlament in mi seveda pričakujemo, da bodo pa predstavniki ljudstva izvoljeni v Evropskem parlamentu bolj pametni, kot so bili recimo okoljski ministri. In da bodo z ustreznimi amandmaji pač dosegli, da se te 3 glavne neumnosti, pa mogoče še katera, da se popravijo, da se izbriše tisto obveščanje multinacionalk, da se te zadeve postavijo na svoje mesto. In ravno včeraj, 3. september, so imeli predstavitev prvič, novi parlament je imel prvič predstavitev tega osnutka zakonodaje, pa pač mnenja sveta ministrov. In zdaj nekako ta proces bo trajal do konca leta. Obravnavalo se bo najprej v okoljskem odboru Evropskega parlamenta, potem naj bi pa cel parlament to enkrat nekje v začetku naslednjega leta tudi dobil na glasovanje. In mi tukaj res računamo zlasti na vse slovenske poslance, brez izjeme, zaradi tega, ker slovenska javnost pa je glede gensko spremenjenih rastlin zelo občutljiva. Pa se vam zdi, da so dovolj osveščeni, da bodo to storili, ker namreč tu imam par primerov. Bivši kanadski promotor GSO, Thierry Vranc, je prebudil in začel on sam potem javno svariti pred GSO. V te namene je zbral kompilacijo 500 študij, ki dokazujejo, da GSO zahtevajo več pesticidov, dajejo manjše letine, škodijo okolju in niso varne. Potem genetik David Suzuki prav tako že dlje časa svari pred GSO in trdi, da smo vsi prebivalci sveta postali poskusni zajčki zaradi igračkanja z GSO. Potem znanstveniki iz vsega sveta v okviru Inštituta za družbeno znanost
so poslali pismo že vsem vladam sveta, kjer jih svarijo naj nemudoma končajo z GSO eksperimentiranjem. Znanstveniki potem ugotavljajo, da GSO povzroča neplodnost in spreminja DNK ljudi. Ne vem, je v Sloveniji strokovnjaki se morda prebujajo in opozarjajo ostreje, nastopajo proti tem poskusom eksperimentiranja z našim zdravjem in ali se tudi pri nas mogoče delajo kakšne raziskave o škodljivosti GSO. Kot jaz vem, pri nas raziskav prav, ki bi obravnavali recimo okoljske ali pa zdravstvene učinke gensko spremenjenih rastlin, da se taki poskusi niso delali in se ne delajo. Saj jaz ne vem zanje. Ne? To, kar so prej govorili, kar zadeva GSO, to so bile bolj te politične teme, kmetijska tema je pa sploh še čisto druga. Ne? In zdaj niso pa politični razlogi tisti, zaradi katerih imamo težave z gensko spremenjenimi rastlinami. Težave so ravno zaradi tega, ker se dogaja potem v praksi v kmetijstvu. In ravno to, kar ste naštevali, se pravi, da so študije, ki so recimo razblile tisti mit, da se segmenti DNK ne morejo pojaviti v organizmu živali ali pa ljudi. In še zmeraj nekateri slovenski strokovnjaki, sem jih slišala, recimo, so zelo presenečeni, ko slišijo, da je bila taka študija narejena in da je bil to rezultat, ker še zmeraj mislijo, da je to teoretično nemogoče. Pa je bilo dokazano, da ni nemogoče. Tako da mislim, da tako kot po mojih izkušnjah se pri nas naša stroka deluje zelo vsaka na svojem področju in če ni neposredno jo ne zadeva tema, potem se z njo ne ukvarja. Zdaj kot strokovnjak o tem potem sploh noče govoriti, če pa govori kot navaden državljan ali pa potrošnik s svojim mnenjem, pa noče govoriti, ker bi potem jih lahko kdo za nestrokovnost. Nekako se premalo spoznajo na celo zadevo in ravno to je težava, da je to tako obsežna tema. In če bi zdaj gledali samo to, kar se dogaja v kmetijstvu, pa kaj GSO pravzaprav so v kmetijstvu, že tukaj recimo na ravni stroke imamo zelo različna mnenja, ampak na koncu zmeraj ugotovimo, da pravzaprav imamo neko hipotetično mnenje. Zdaj, bolj ko gremo res v konkretne zadeve, pa kaj zdaj to pomeni, če tisto tam poškropimo, kaj to za kmeta pomeni, če zdaj lahko škropi vse vprek s herbicidom, zaradi tega, ker goji eno sojo, ki je odporna, pač prenaša škropljenje s tem herbicidom. In tam se potem začnejo teme in to je tisto, kar se jim zdaj dogaja v ZDA, da tam imajo pa po tolikih letih dejanske uporabe GSO v praksi, pa recimo v Latinski Ameriki se pa že kažejo potem konkretni negativni učinki na okolju, na zdravju. In pri nas recimo takih učinkov na srečo ni zaradi tega, ker do zdaj saj legalno GSO nismo gojili in tudi v veliki večini Evropske unije in tudi stroka pri nas mislim, da je zelo, zelo malo kakšnega ukvarjanja z GSO, če so kakšne družboslovne študije bile narejene, kaj drugega pa praktično ne. Pa bi pričakovali, da bi mogoče se bolj zavzeli za to, ker vendar gre za javno zdravje, bi nekako pričakovali in od politikov in od strokovnjakov, da se bodo temu bolj resno posvetili. Težava je v tem, da zdaj recimo tudi, ko se neka gensko spremenjena rastlina, ko proizvajalec vloži pač zahtevo ali pa vlogo za odobritev za gojenje ali za prehrano ljudi ali živali, ali za predelavo, da je proizvajalec v bistvu dolžen pripraviti cel dosje, ki vsebuje tudi rezultate raziskav glede vplivov na okolje pa na zdravje. Ampak to je ta glavna težava, da ne moramo zaupati proizvajalcu, da bodo njegove študije verodostojne, tudi če jih je dal narediti nekomu
univerzi, raziskovalnemu inštitutu, zaradi tega, ker to se nikoli ni dogajalo in z vsakega področja imamo dokaze, da te zadeve ne funkcionirajo. En najboljših dokazov je recimo kajenje, cigarete, učinki cigaret. Mislim, da je veliko ljudi verjetno gledalo en film, ki je to obravnaval, Hvala, ker kadite. In tam se je lepo pokazalo, je bilo filmsko prikazano tisto, kar se je izkazalo, kako je tobačna industrija dolga desetletja financirala neodvisne raziskave, zdravnike, študije medicinske, ki so dokazale, da je učinek cigaret na zdravje ničen. In to danes lahko dokažeš vse, če imaš dovolj denarja. In to je tudi problem znanosti, ker znanost ni moralna in ni nemoralna. Znanost je orodje in potem je pa odvisno od tem, kako uporabljamo raziskavo. Načeloma znanost nima končnih odgovorov, zaradi tega, ker to pomeni, da je prenehala, da prenehaš iskati. In tako kot tudi je rekel eden od velikih znanstvenikov, da 1000 poskusov mi ne more dokazati, da imam prav, en sam mi pa lahko dokaže, da se motim. In to je tisto, kar je težava. In jaz tudi mislim, da je pri GSO, da je toliko pokazateljev na to, da je zadeva strahotno neraziskana in da so stroški lahko zelo veliki v prihodnosti, in da je to zadosti razloga, da če nimamo res strašno dobrih razlogov za to, da uporabljamo gensko spremenjene rastline, da tega res ne počnemo, ker bomo lahko predlago to plačevali v prihodnosti. Zdaj, Američani svarijo pred skrito GSO hrano, torej hrano, ki na videz ni GSO, saj pogosto celo na etiketi piše, da gre za naravne snovi. Naprimer gorčica, oreščki, olivno olje, žitne tablice. Kako je s temi neoznačenimi GSO izdelki v Sloveniji? Namreč prej sva se pogovarjali, ste že omenila, da mnogo kmetov krmi živali z GSO koruzo. Torej, to je nekako posredno, da takšna hrana pride do nas. Ker se zadeva označevanje, je to zelo različno urejeno po svetu. V Evropski uniji, se pravi tudi v Sloveniji, velja pravilo, da je treba označiti vsako živilo ali krmo, ki vsebuje več kot 0,9% gensko spremenjenih sestavin. To je seveda političen kompromis. Lahko bi bilo tudi 0,01, ker je to meja detekcije nekako, čeprav trdijo eni, da ni možno, pa je možno. In to je bil čist političen kompromis, ampak to velja. Tako da načeloma vsaki hrani, ki vsebuje sojo, koruzo, karkoli, koruzni škrob, sojin lecitin, je možno, da pravzaprav so prisotni gensko spremenjeni organizmi oziroma pač izdelki iz njih, kar je tisto lahko tudi manj kot 0,09%. Če hočemo iti bolj na zihar, nam potem ostane samo ekološko pridelana hrana, zaradi tega, ker pa tam dejansko gensko spremenjeni organizmi po evropski uredbi, pa po vseh zasebnih standardih, evropskih in mednarodnih in ameriški zakonodaji za ekološko kmetijstvo, ni dovoljena uporaba gensko spremenjenih rastlin, krme, organizmov, karkoli. In to je potem res najbolj zihar dejansko, da nimamo. In res je tudi to, da tisto, kar sem rekla, da je treba označevati v Evropski uniji 0,09, to velja samo za izdelke rastlinskega porekla. Čim gre za mleko, meso, sir, mlečne izdelke, to ne velja, zaradi tega, ker ni treba označevati pa hrane, ki recimo izhaja iz surovin, ki so jih proizvedle pa živali, ki so uživale gensko spremenjeno krmo. Na to področje ne posega zakonodaja EU. Se pravi, da je vse mleko, ki je v Sloveniji, če ni ekološko mleko in če ni to mleko
iz mlekarn, ki imajo certifikat brez GSO. Tudi taka je ena mlekarna v Sloveniji. Vse tisto mleko je lahko tudi so pridelale živali, ki jim krmijo gensko spremenjene sojo in koruzo. In gensko spremenjene soje pa koruze v krmi je v Sloveniji kar precej. In ravno to je pa s tistim povezano, če bi bilo pa to v programu razvoja podeželja, pa saj v tistih kmetijsko-okoljskih ukrepih, potem tega ne bi uporabljali. In to je ta zamejitev tega prostora. Torej morda zaužijemo več, kot si mislimo, gensko spremenjenih. Ja. Po drugi strani pa v rastlinskih izdelkih pa v Sloveniji mislim, da sploh ne uvažamo stvari, ki bi bile označene kot GSO, ki bi imela več kot 0,09. Droben tisk je še zmeraj priporočljivo brati, zaradi tega, ker verjetno ne bi prodali in nihče ne želi tega uvažati. Druga stvar je pa recimo ZDA, kjer ste pa omenili, tam pa ni potrebno označevati gensko spremenjenih živil. In to je ta razlika med ZDA pa med Evropsko unijo in zato so tudi taki strašno veliki pritiski na Evropsko unijo, da bi to sprostila, tudi da bi dovolili gojenje gensko spremenjenih rastlin, da bi recimo zmanjšali tiste standarde, koliko je še lahko tolerance pri gensko spremenjenih organizmih v hrani, je to 0,9% ali je to pa, to so cele zgodbe. In v ZDA ni potrebno in to pomeni, Američani nimajo pojma, ali je do gensko spremenjeno hrano ali ne. Se pravi, soja, koruza praktično je zelo velika verjetnost, karkoli vsebuje sojo pa koruzo, da je gensko spremenjeno, spet pri njih je pa res edina izbira potem ekološko pridelana hrana. In to, kar se dogaja v ZDA v zadnjih 2 letih, je praktično so boji za označevanje. Se pravi, Američani želijo, da se gensko spremenjena hrana začne označevati. In to je zelo velik napor, ker je težko spremeniti nekaj, kar so na ta način. Če bi to začeli takoj kot v Evropski uniji, bi bilo to lažje. In zdaj recimo država Vermont je sprejela zakonodajo, ki naj bi začela veljati v enem letu. Se pravi, da bi morali označevati vse, kar se v tej državi proda hrane, bi moralo biti označeno, če je gensko spremenjena. In to je čist zakon, ki je bil sprejet na ravni države. In zdaj, kar se je zgodilo, je to, da je združenje, to je Grocery Manufacturers Association, se pravi, to je tako ogromno nacionalno združenje ameriško, v katerem so pa tudi Monsanto, pa Coca-Cola, pa Pepsi-Cola, pa taki Bayer, pa taki veliki prehranski dobavitelji, proizvajalci. To združenje je spodbija to na sodišču, je vložilo tožbo in zdaj država Vermont pripravlja obrambo. Potem so pa še nekaj drugih držav, recimo Colorado zdaj je uspešen bil pri zbiranju zahtev za razpis zakonodaje, se pravi, da se začne postopek zakonodaje za označevanje. Potem recimo Connecticut pa Maine sta tudi sprejela zakonodajo, ki je pa taka, da začne veljati šele, ko bo 5 držav okoli njih, se pravi, ko še 4 države morajo okoli njih sprejeti, da bi začelo veljati. In takih naporov je kar še nekaj. V Kaliforniji je bil tudi na glasovanju zakon in je izgubil za mišji rep, zaradi tega, ker so milijone dolarjev zbrali v kampanji proti označevanju, pač ti proizvajalci, ker se strašno bojijo tega. Ampak to pomeni, da tudi tam je v ZDA praktično so zadeve malo drugačne, kot se pri nas včasih prikazujejo. Zdaj pri nas v zadnjem času tudi politika poudarja pomen slovenske samooskrbe, pa vendar pri tem govorimo pretežno o konvencionalnem in integriranem kmetijstvu, torej kmetovanju z uporabo kemičnih gnojil in pesticidov. Zdaj te rastline so neodporne, imajo znižano sposobnost vnosa mineralov, škodljivci pa so vse bolj odporni na pesticide in vse več jih je. Pesticidi pa ubijajo življenje tudi v prsti, na milijarde živih bitij, ki imajo vsak svojo funkcijo. Torej, posledično je zemlja vse manj rodovitna.
Pesticidi pa se nabirajo tudi v nas in povzročajo alergije, avtoimunske bolezni, motnje razvoja možganov, bolezni prebavnega trakta in tako dalje. Je to res pravi trajnostni razvoj? Smo v Sloveniji pripravljeni na velik porast obolelih? Slovenija je taka zanimiva država, žal bolj v negativnem smislu. Ker zadeva kmetijstvo, mi vemo v resnici, da ne moramo nikoli konkurirati s ceno proizvajalcem, ker enostavno nimamo možnosti, imamo majhne kmetije in zdaj naša vsa politika nekako se zaveda tega, da je treba nekako pomagati slovenskim proizvodom, da bodo ljudje kupovali, zaradi tega, ker drugače te kmetije bodo resnično v težavah in koliko bomo kmetijstva sploh imeli. Zato, ker smo mi pač v tolikih letih, ko spremljamo, kako se oblikuje kmetijska politika, pa ti programi razvoja podeželja, včasih rečemo, ja, se je itak evropska kmetijska politika, države članice nimajo veliko besede. Sploh ni res. To sploh ni res. Države članice si lahko kar lepo skrojijo, tako kot želijo s kmetijsko politiko. In to, kar mi opažamo, je, da je veliko govorjenja recimo o tem slovensko, pa domače, pa lokalno, pa zdaj so dodali še trajnostno, se pravi trajnostna lokalna samooskrba. Ampak nihče se ne želi spuščati v to, kaj zdaj pomeni tisto trajnostno. In identično je zdaj postalo na kmetijskem ministrstvu, lokalno je enako trajnostno. In to je seveda velika neumnost, kot ste rekli, imamo recimo ne glede na to, ali je konvencionalna pridelava ali integrirana pridelava, še zmeraj operiramo s pesticidi, izhajamo iz tega, da se drugače ne da delati, in vse je potem lovljenje nečesa, nekih robov, koliko še lahko poškropimo. In pri nas se tudi slovenska breskva se škropi 20+ krat, jabolka tudi nekaj takega. In zakaj bi zdaj slovenski potrošnik to kupoval? A je to lojalnost? In to je za nas malo zdaj mi vidimo, da to, kar slovenska kmetijska politika počne, je, da dejansko skuša na nek način povečevati kmetije, da bodo večje kmetije, ki bodo le lahko konkurenčne, da se ne zanima za to, da bi v resnici kaj bolj šli v ekološko pridelavo, da tudi male kmetije vidijo kot v glavnem nekaj dosti perspektivne, ne vidijo pa te možnosti, da bi pa recimo male kmetije bile lahko tiste, ki bi ekološko pridelovale, pa tudi na ta način delovna mesta ustvarjale, kar je le več delovnih mest v ekološkem kmetijstvu. Na dolgi rok ima ekološka pridelava gotovo večji, bo imela večji pomen, ampak že to se pri nas dogaja, mi še zmeraj ne pridelamo, pridelamo mogoče petino ekološke hrane, ki jo pri nas prodamo in pojemo. Se pravi, še zmeraj uvažamo iz sosednje Avstrije, iz Italije, iz drugih držav nekaj, kar bi pri nas lahko pridelali, in uradna politika in kmetijsko-gozdarska zbornica ni naklonjena ekološkemu kmetijstvu, formalno ja, ali pa recimo verbalno ja, dejansko se pa do zdaj vse pokazalo, da ne drži. In tudi v programu razvoja podeželja je veliko premalo sredstev namenjenih ekološki pridelavi. Če gledamo sorazmerno, koliko imamo danes, kaj bi radi dosegali, ampak res je pa tudi to, da ni vse v teh plačilih, ki jih kmetje dobijo na hektar pridelave, ampak je tudi v splošni, v podpornih ukrepih, ki so druge vrste, ki gre pa predvsem za kvalitetno znanje, ki ga kmetje potrebujejo. Po drugi strani je pa tudi to res, se pravi, pri nas nimamo dobrega znanja v ekološkem kmetijstvu oziroma to znanje med kmeti. Ni ga pri tistih, ki bi ga morali kmetom posredovati, zato do kmetov ne pride. Potem tisti, ki znanje imajo, do zdaj ga nismo mogli do kmetov prenašati, zaradi tega, ker praktično je bilo
Vsa sredstva za prenos znanja so bila namenjena kmetijski svetovalni službi, kmetijsko-gozdarski zbornici, in praktično sploh ne moreš v sistem, z izjemo nekaj malega društev, kar so delala. Potem je pa še to, da med kmeti, samimi ekološkimi kmeti, je pa tudi že veliko znanja, pa tudi ni načinov, kako bi lahko to znanje izmenjevali. Ali pa recimo, da bi bila neka podpora za to, da pride do teh izmenjav znanja. In zaradi tega se vse skupaj pri nas v 15 letih praktično zelo malo premaknilo v tem smislu. In potem je pa še slovenska mentaliteta, ki pa velja pri konvencionalnih, žal enako kot pri ekoloških kmetih. In v slovenski državi nasploh, se pravi to, da smo mi še zelo nezreli, kar zadeva pač to povezovanje med seboj, pa sodelovanje, pa prepoznavanje tega, da skupaj lahko več dosežemo, pa da je treba pogledati izven svojega pač vrtička, pa svoje ograje. In to je pa tako v ekološkem kot v konvencionalnem. In tudi zaradi tega se pri nas stvari v kmetijski politiki ne dogajajo, zaradi tega, ker je tudi ta mentaliteta še zmeraj zelo prisotna, pa ta pogled na sveta, tak, kakršen je. In praktično tisto lokalno, trajnostno, tukaj sploh ni diskusija, ampak se je kar izenačilo. In če bi rekli trajnostno, je lahko, če je ekološko lokalno, o tem nihče noče govoriti. Če se na Ministrstvu za kmetijstvo o tem skušamo razpravljati, se vsaka debata neha, zaradi tega, ker tega ne želi nihče videti. Še zmeraj je mišljenje, da bomo že nekako nekaj zmutili, pa da mi smo že nekako, pa saj slovenski kmet itak veliko manj onesnažuje kot pa en drug kmet tam, pa kako oni škropijo, mi pa veliko manj, ampak ne drži to. Če pogledamo dejansko, kako so stvari, zakonodaja v kmetijstvu je tudi zmeraj bolj stroga, tudi okoljska zakonodaja je bolj stroga in zato morajo tudi v drugih državah zmeraj bolj upoštevati in nikjer več se ne škropi na pamet. In če je pri nas integrirana pridelava bila zato uvedena, da ne bi na pamet škropila, to že zdavnaj je postalo pravilo, da tako se ne sme delati. In enostavno na ta način Slovenija, namesto da bi delala korake naprej, praktično zmeraj bolj zaostaja. Tukaj se prav razumem politično voljeni in ne ljudi, ki bi povezovali. Ja, mislim, da je ta mentaliteta, ni to samo ljudi, ki bi povezovali, ampak je tudi bolj recimo ljudje, ki sploh prepoznavajo vrednost povezovanja. Da je to... Mogoče so že ljudje, ki bi celo povezovali, ampak nimajo koga povezovati, ker nihče noče se povezovati. Tukaj imam na primer neko dolgoletno primerjalno študijo Roudel instituta, ki je dokazala, da je ekološko kmetovanje 3-krat bolj donosno, porabi 45% manj energije, 20% manj vode, v suši je pridelek 30% večji, stroški so nižji, zaposluje 30% več ljudi. Ne vem, to bi vendarle bila neka rešitev za Slovenijo, se mi zdi, in je nemogoče razumeti, da ni politične volje, da se vsa politična volja ne preusmeri v podporo ekološkemu kmetovanju in da gremo še kar naprej linijo najmanjšega odpora. Ekološka pridelava je intenzivna zelo po znanju. Treba je res stvari gledati širše, na kmetijsko posestvo gledati širše, zavedati se tudi vsega, kar znotraj kmetije vpliva eno na drugo in to, kar zunaj tudi vpliva. In zato je tudi tako, da za ekološko kmetijstvo se odločajo predvsem bolj osveščeni, taki z več znanja. To je tudi naše raziskave kažejo, da je izobrazbena struktura veliko boljša med ekološkimi kmeti. In zaradi tega je to nasplošno ena taka zadeva, ki je napredna. In zmeraj, ko skušaš neke bolj napredne stvari uveljavljati, je potem tisti linija najmanjšega odpora se zelo zaostri. In potem so vsi razlogi dobri, zakaj ne. Ampak ekološko kmetijstvo je tudi, ni samo
ne stoji samo, ampak stoji v globalni ekonomiji. In to je tudi nasplošno problem, se pravi, če bi mi resnično zmeraj bolj uveljavljali v državah to načelo, da naj onesnaževalec plača. In če bi se to v kmetijstvu delalo, potem bi se cenovna razmerja spremenila. Če greste danes na tržnico ali pa v trgovino, je ekološka hrana bistveno dražja. V Sloveniji je itak bistveno dražja, zaradi tega, ker svoje skoraj nimamo in pride iz uvoza in potem je tisto 3-krat dražje, in vse skupaj nikamor ne pelje. Ampak tudi sicer, če pogledamo v današnjem sistemu, je tako. Tisti, ki onesnažuje v kmetijstvu, to dela s privoljenjem družbe in države, vodo čistimo potem na stroške davkoplačevalcev, zdravje, ki se pokvari, gre v socialo ali pa se točno služi tako na pleča ali javnega zdravstva oziroma družbe, ali pa na račun posameznika, pač tudi stroške zdravja, se je vse pokrito. In to, da kakovost tal prsti rodovitnost na dolgi rok uničujemo, to bodo plačevali naslednje generacije. Skratka, ti stroški okolja niso v pridelku zajeti. In zaradi tega lahko kupimo v Lidlu ali pa v, Tušu, v Šparu, kjerkoli, Hoferju, zadeve, ki imajo smešne cene. In če jaz poslušam tiste reklame, pač kako so limete pa korenčki pogovarjajo, mislim se, človek ne ve, bi se smejal ali bi se jokal. Zaradi tega, ker dejansko tisti strošek, da je tisto tam 59 centov, tisto nekdo plača. In pravično bi bilo to, da tisto plača, da je v ceni. Se pravi, da bo kupec potem videl, koliko je ta prava cena in da bo proizvajalec potem tudi moral po ta pravi ceni prodati. Zdaj temu ni tako. In to je ključni problem ekološke pridelave in vseh drugih okoljskih, okolju prijaznih izdelkov, okoljskih tehnologij. Enostavno, dokler ni rešena ta situacija, da onesnaževalec plača, se mi lahko še tako dokazujemo, kako je ekološko kmetijstvo super, in bo bolj malo uspeha na dolgi rok. Tako da to je praktično odgovor. Res je, to je prava pot, za planet, za zdravje, za okolje. Ampak zadosti zavedanja mora biti, politične volje in sprememb v sistemih vrednotenja, obdavčevanja in tako naprej, da bomo lahko potem. To je potem tista prava pot. Zdaj, aktivisti, kot je Anton Koment, ki piše, da je ključ za prehrano ljudi v divjih rastlinah, katerih DNK vsebuje genetski spomin na milijone let evolucije življenja, kot navodila za preživetje v spreminjajočem se okolju planeta. Stare sorte nam izginjajo, 75 različnih varietet kulturnih rastlin je že izginilo. Hibridna semena so večinoma z oznako F1, kar pomeni, da iz teh rastlin ni možno pridelati kvalitetnega semena. Tako moramo vsako leto znova in znova kupovati semena in izgubljamo suverenost. Se moramo vsi skupaj bolj prebuditi in podpirati civilne iniciative, kot so varuhi semen, naprimer v Mariboru. Kaj moramo vsi mi spremeniti v razmišljanju in zavedanju, da bo v dobro vseh nas in prihodnjih rodov? Te divje rastline, Jaz sem nekje prebrala, da če bi imeli pred 2000-3000 leti take možnosti družbene komunikacije, pa bloganja, pa širjenja idej, pa aktivizma, tako kot imamo danes, da bi še danes imeli jabolka, ki bi bila tako velika kot jagode, pa jagode, ki bi bile tako velike kot borovnice, zaradi tega, ker bi vsi blokirali kakršnokoli žlahtnjenje rastlin.
To je bilo pač ena taka zadevšna. In to je spet tisto, mislim, meni se zdi to seveda smešen argument, oziroma ali pa smešen pogled na zadevo. Žlahtnili smo rastline, ljudje so žlahtnili rastline od nekdaj. Od takrat, ko so se začeli zavedati, da recimo lahko posejejo, da ni treba, da samo nabirajo v naravi, ampak da lahko gojijo rastline, takrat so začeli odbirati najboljše, tiste, ki so se pokazali za najboljše in so razmnoževali potem naprej drevesa pa grmovje, ki so imeli večje, bolj okusne plodove in vse to. In zaradi tega imamo danes, ali pa smo imeli, bom rekla, recimo pred 100 leti, tako obilje sort, različnih. Potem ni bilo te globalizacije in zaradi tega so bile te sorte tudi veliko bolj prisotne lokalno. In če pogledamo recimo svet kot celota, in če bi šli takrat štet sorte, bi ugotovili, da jih je ogromno, mnogo več kot danes. Zelo verjetno v uporabi, tako bom rekla, da so jih gojili. Ampak ravno zaradi tega, ker ena stvar je bila to, da se je začel ta proces izmenjevanja veliko bolj intenziven, drugo stvar je bilo pa to, da smo se začeli z intenzivnim kmetijstvom ukvarjati. In tisto intenzivno kmetijstvo, ki se je pa pojavilo tam po drugi svetovni vojni najbolj, pa že tudi tam po prvi svetovni vojni, to je pa postavilo, to je vse se dogaja v enem kontekstu današnjega razvoja. In to, kar mi smatramo pač za razvoj. In divje rastline je spet vprašanje, jaz ne vem, če bi se strinjala recimo s tem, da bi bile divje rastline zdaj tisto, kar moramo jesti, ampak mislim pa, da je gotovo to, da so se zdajšnji cilji žlahtnjenja, da so praktično povzročili to, ali pa tisti cilji za žlahtnjenje, ko so se jih zadali, pač čim večji pridelek, čim manj izgub pri skladiščenju, se pravi, čim daljša trajnost v skladišču in te zgodbe, da je to nekaj, kar lahko povzroči to, da ima potem taka enostavno manj kakovostno živilo za človeka, z vidika prehrane. In zaradi tega ekološki kmetje recimo veliko več gojijo pire, ki je še relativno, oziroma v primerjavi s pšenico, veliko manj posegov doživela v to smer, povečevanja pridelka in s tem izgubljanja morda tudi prehranske kakovosti. In kako zdaj to nazaj spostaviti? Zelo težko posameznik tukaj kaj naredi, razen to, da se recimo priključi v neko mrežo, pa sodeluje pri ohranjanju teh starih sort ali pa lokalnih sort. To je zelo dobrodošlo, ker na ta način lahko to še zmeraj ohranjamo, da se ohranja dejansko ne v neki genski banki, ampak v prostoru. Ker drugače smo čisto odvisni od multinacionalke njihovih semen. Ja, drugo je pa to, da bi morali sistem, ko te stvari veliko bolj rešiti. In da je pa pač tudi to mogoče, da se ljudje na ta način, recimo, da pa sodelujo v nekih gibanjih, ki si za to prizadevajo in da se potem tudi to prek nekih zakonodaj drugačnih pogojev vzpostavljajo za to. In tudi to, da se recimo v ekološkem kmetijstvu dogaja tudi žlahtnjenje, ker pač ekološkem kmetijstvu so malo drugačne zahteve pri rastlinah, morajo pač biti sposobni razviti veliko boljši koreninski sistem, ker se pač prehrana ne gre prek infuzije v tleh, ampak gre prek mikroorganizmov, pa razgradnje mineralov v tleh. Pa tudi, če samo kupujemo žakeljčke semen v trgovini, se tudi ta stara znanja nekako izgubljajo. Ne vem, večina ljudi danes ne ve, recimo, kako pridelati seme iz zelja ali vzgojiti svoj čebulček in tako naprej. Ja, in to je prav zanimivo. Jaz zadnjič posestvo Georgea Washingtona v ZDA skušajo ohraniti v taki obliki, kot je bilo. Pa George Washington je bil tudi tak veleposestnik, bi lahko rekel, pa saj en velik kmet, ne samo on, ampak on je pač skrbel za to in je imel veliko znanj na to temo in je tudi dajal potem navodila svojim vrtnarjem pa oskrbnikom, kako kmetovati, kaj saditi, kako ujiti. In je potem eno pismo tudi napisal svojemu
oskrbniku oziroma dal pisno navodila in je tam napisal v tem smislu, da vsak kmet mora pridelati svoje seme, da morda je sicer upravičeno in priporočljivo, da se seme kdaj pa kdaj zamenja, izmenja seme z nekom, da se ohranja kakovost, ampak načeloma bi pa vsak kmet moral pridelati večino svojega semena in to, da mora kmet kupovati seme vsako leto, da je to nespodobno. In to so potem tudi to je napisano na eni od teh tabel, ki jih imajo na posestvu v Georgea Washingtona, in se mi je zdelo prav zanimivo, ker to je tabla, ki stoji pač pri tistih semenskih gredah, ko so imeli, in sem rekla, glej, to je pa točno tisto, proti čemur se danes največje ameriške semenske korporacije prizadevajo, da kmet ne bi počel. Čeprav bi morda rekli, George Washington je živel takrat, pa se takrat on bi zdaj tudi danes kupoval seme. Morda pa ne. Ker to so dejansko neke stvari, nekaj povejo o tem našem sistemu, kako daleč smo prišli, se pravi kmet, neodvisnost, semena, to ne sme biti romantika. To bi moralo sistemsko podprto, da to lahko počnemo. Se pravi, da imamo dovolj znanj za te zadeve in da je to dovolj pomembno področje, v katerega se tudi neka sredstva namenjajo za žlahtnjenje, za preizkušanje, za tudi delo s kmetijami, ki to počnejo. In tudi v ekološkem kmetijstvu je to nujno potrebno. In tega enostavno danes ni, to je postalo predrago, raje kupimo tisto vrečo semena ali pa... Bi spregovorila še nekaj o našem sistemu kapitalizem, ki potrebuje stalno rast, brez rasti je praktično mrtev. In v skladu s tem se vsi naši politiki stremijo gospodarski rasti. Zanima me vaše mnenje, ali naš ekosistem še prenese rast v neskončno? Tisto, da kapitalizem hoče rast, jaz bi rekla tako, da treba malo bolj natančno pogledati, kakšno rast, za kakšno rast gre. Mi govorimo zmeraj o gospodarski rasti, pa rast družbenega bruto proizvoda, pa ne vem kaj. Vse življenje stremi k rasti. Vse, kar je živo, upravičeno, želi rast in se razvijati. Ampak zdaj neomejena rast pa ni možna. Možna je samo v bolnih sistemih. Če se nekaj neomejeno razmnožuje in razvija, potem je to ponavadi slabe posledice. Pravimo, da rak tako raste, ampak še rak ima svojo omejitev. In resnično mi potrebujemo rast, ampak mi smo zamenjali tisto rast, vse je šlo samo v ekonomijo, se pravi v gospodarstvo, ampak ne v gospodarstvo kot tako, kar bi zagotavljalo zdaj tisto, kar človek potrebuje za svoj materialni obstoj, pa za dobro počutje, pa za to, da se fajn ima, poleg tega, da se samo ima. In pozabili smo, da je ta rast lahko se dogaja tudi kje drugje in da se mora dogajati tudi kje drugje. Kaj pa družbena rast? Kaj to pomeni, da mi rastemo kot družba, da se razvijamo kot družba? Kaj je to, da mi rastemo kot osebnosti, Mislim, to je vse rast, ki jo potrebujemo. In enostavno brez te rasti je konec človeštva, je konec narave, tudi ekosistemi se rastejo, se razvijajo, se spreminjajo. Se pravi, rast je nujna, ampak samo enostranska rast, ki pa resnično samo rast dobičkov, ker to je tisto, kar se smatra gospodarska rast, to pomeni, da nekdo ustvarja vedno večje profite, to je pa bolezen. Ker to je tako, kot če bi recimo v organizmu se nekdo nekaj želelo razvijati na račun nečesa drugega, če svet gledamo kot organizem, mislim, če jetra začnejo rast neomejeno, iz katerega koli razloga,
potem to na koncu ubije cel organizem. In mi sveta enostavno ne doživljamo kot organizem, ne Zemlje, planeta, ne družbe, ne? Ampak rast, ki jo mi vidimo, je še zmeraj rast, ki je omejena na neko področje. In to bi rekel, v organizmu je to nek organ in na koncu bomo sami sebe na ta način seveda uničili in zato je taka rast pravzaprav nikamor ne vodi. In ravno tako je v kmetijstvu, vpeti se mora v celoten sistem in to, kar jaz vidim, kar je začetek tema pač gensko spremenjeni organizmi, ki jaz vidim ključen problem gensko spremenjenih organizmov, je to, da se je to povezalo zdaj z neko netrajnostnim načinom pridelave, se pravi, da je to na nek način ohranjanje netrajnostnega načina kmetovanja, ki vedno znova naleti na svoje omejitve in recimo te omejitve, na katere kmetijstvo naleti, pač so recimo pleveli, so bolezni, škodljivci in zdaj smo rekli, kako je pa to fajn, zdaj bomo pa rastline gensko spremenili, da bomo lahko ploskovno škropili s herbicidi cela polja iz letala, kako bo zdaj to fajn, kako bojo imeli kmetje, mi kmetje bomo imeli manj stroškov, stroje za okopavanje, ne bomo več rabili stroje za okopavanje, vsa tista delovna sila, ki smo imeli zaposleno za to, da nam je tam okopavala ali pa škropila s herbicidi, ne zaradi tega, ker moramo zelo paziti, če imamo sojo, da jo ne bomo poškropili s herbicidom, moramo lepo ne v vrste škropiti, zaradi tega, ker drugače lahko tudi sojo zatremo. In imamo potem krasne herbicide, ki jih pa potem soja prenaša in zdaj pa mi to lahko škropimo z letalom. Ali pa recimo bombažo, karkoli. In seveda, vse smo vsi agronomi, moramo vedeti, da slej ali prej se bo pojavila odpornost, tudi pri plevelih. In v ZDA se je to pač začelo dogajati pred leti, zdaj imajo strašne težave s super pleveli. Ravno zaradi tega, ker je ta tehnologija narejena ne zato, da dolgoročno rešijo težave. Ta tehnologija genskega spreminjanja, recimo v primeru herbicidov, se pravi, da imamo rastline, ki tolerirajo škropljenje s herbicidi, je narejena zato, da imaš ti en super produkt, kjer prodaš gensko spremenjeno seme, plus herbicid v enem paketu, plus kmet podpiše še pogodbe, s katerimi se obvezuje, da ne bo sam razmnoževal semena, da ne bo tega počel, da ne bo onga počel, da bo to in ono počel, da ne bo dal nobenih podatkov nikomur, razen firmi, ki mu je prodala zadeve in vse to. Se pravi, ta tehnologija se uporablja točno zato, da ohranja sisteme, ki uničujejo okolje na dolgi rok, škropljenje s herbicidi z letali povzroča ogromne težave, ogromnih razsežnosti, ne samo odporne plevele, tudi to, da se resne zdravstvene težave pojavljajo v Latinski Ameriki, kjer veliko bolj manj spoštujejo okolje in zdravje pri škropljenju z letali, da se je povečala recimo pojavnost raka na teh območjih zaradi tega škropljenja. In to je nekaj, kar pravzaprav premika te časovne meje, kdaj se bo sistem zrušil sam vase, ampak takrat, ko se bo zrušil, bo veliko huje, če ne bomo tega zaustavili. In to je, mislim, da je ta glavna težava GSO, da se uporabljajo zdaj edino na ta način, da ohranjajo netrajnostno kmetijstvo. In tisto, kar je malega učinkov, ko je recimo morda manj škropljenja bilo potem škodljivcev, ko imamo odpornost pač vgrajeno v gensko spremenjene rastline oziroma imamo BT-toksin, to se potem že zdavnej izniči s tem, kar je pa v okolju slabega. In je potem tisto, če damo na tehtnico pluse pa minuse, je močno prevagajo minusi. In če gledamo v prihodnost, tudi z tega vidika, kaj to za kmete pomeni, prej smo govorili, koliko je ta odvisnost od semen, kaj to pomeni za kmeta, kaj to tudi pomeni za prehransko varnost, recimo nacionalno. Vse te zgodbe. Se pravi, to je neka netrajnostna zgodba, GSO so uporabljeni izključno trenutno v namen
te netrajnostne zgodbe in zato mislim, da je tudi v namen dobičkov. Ja, to je povezano s to gospodarsko rastjo, a ne? In to pa sistem, ki ni zdrav. Bi na koncu še povedala, na kaj vaš Inštitut za trajnostni razvoj opozarja in ste pri tem uspešni? Ja, zdaj v imenu imamo trajnostni razvoj. In pri nas se sicer ukvarjamo, v glavnem je fokus kmetijstva, zlasti ekološko kmetijstvo, zaradi tega, ker jaz osebno sem zmeraj smatrala, da je treba delati stvari, ki so pozitivne, ne kritizirati stvari, ki so negativne samo. In pravzaprav mi je zelo neugodno, da se moram toliko ukvarjati s temi GSO-ji, zaradi tega, ker to krade čas in ja, morali bi pa veliko več delati na tem, kar je pozitivno in tega je ogromno. In to, kar mi si prizadevamo, je pač trajnostni razvoj v kmetijstvu. In moram reči, da v Sloveniji, če pogledam, recimo, ko smo začeli, tam nekje leta 95-96, kaj je bilo takrat, ko smo imeli nič ekoloških kmetij, pa koliko jih imamo danes, je potem to velik uspeh. Potem to, recimo, da ko sem prišla recimo iz Nemčije takrat, iz izobraževanja v ekološkem kmetijstvu, nisem imela kam iti kupiti, recimo tako, na tržnico ekološke hrane, danes grem lahko praktično v sredo, pa v soboto vsaj, in dobim slovensko ekološko hrano. In to pomeni, da lahko rečemo, da kaj smo dosegli, seveda ne sami, skupaj s drugimi, ki so delali tudi na tem. Ampak, če pa pogledam, kaj bi bilo potrebno, pa moram reči, da je izredno težko kaj premakniti, resnično kakšni taki globi premiki so zelo, zelo težki in pravzaprav govorimo podobne stvari že dolgo časa, ampak zelo počasi prijemljajo. In tudi, če na začetku pokaže recimo nova vlada, recimo ja, pozitivno in potem se to kar nekako hitro zmanjka entuziazma in volje in takih zadev, in ja, mislim, da tukaj smo pravzaprav veliko manj dosegli, kot bi bili potrebno, pa kot bi želeli, pa kot bi še kakšen drug želel. Tako da ekološko kmetijstvo pri nas praktično, če se primerjamo z Avstrijo, recimo, kjer je dejansko to tudi sprejeto v kmetijski politiki in se načrtno tudi nekako v določenih okvirih to zelo podpira, pri nas tega še zmeraj ni. Pri nas je še zmeraj s figo v žepu kar naprej in še zmeraj se verjame, da ja, bomo že nekako, ker to itak ni to tisto, to so tisti ekstremisti, mi smo še zmeraj ekstremisti. In zaradi tega, ker pač opozarjamo, da stvari ne morejo biti lokalno trajnostne, če niso resnično trajnostne. Da ni to samooskrba, da ni zadosti, samo če je lokalna samooskrba, da mora biti tudi trajnostna samooskrba. Zaradi tega, ker kaj nam koristi, če kupujemo slovenska živila, če so bila pa pridelana na netrajnosten način, ravno tako kot recimo v sosednji Italiji ali pa Avstriji ali pa na Madžarskem ali pa v Franciji ali pa na drugi strani oceana. Kje je zdaj dodana vrednost? Mislim, še toliko slabše je zaradi tega, ker mi bi radi, da bi slovenski kmetje bili zdravi, pa da bi slovenski potrošniki bili zdravi, pa da bi slovenska narava bila zdrava, pa slovenske vode ohranjene. Se pravi, to je tudi tisti cilj, ne samo zdaj, da se bo nekaj prodajalo zato, ki je slovensko, ampak zato, da bo vsem skupaj boljše. In to je tisto, recimo, česar naše ministrstvo ne sliši. Torej, metanje peska v oči. Še zmeraj v veliki meri. In smo zaenkrat še daleč od tega, da je kmet naš strojnik. Ja, ekološki kmet že gre v to smer,
Ja, ampak ekoloških je pa žal še precej malo. Hvala.